Velika Britanija dobiva že 7. predsednika vlade v 10 letih. Zdaj Keir Starmer uradno odstopa po 2 letih na položaju in s tem odpira pot novemu vodji laboristov, Andyju Burnhamu, da prevzame vodenje na Downing Streetu. Tukaj je, kaj je Starmer povedal v svojem poslovilnem govoru. Moje delo je opravljeno. Bila mi je največja čast v življenju, da sem vam in tej veliki državi služil kot predsednik vlade. Prepričan sem, da je Velika Britanija zdaj močnejša in bolj pravična, kot je bila pred 2 letoma. Ko zdaj predajam štafeto Andyju Burnhamu, mu želim veliko uspeha. Ima mojo popolno podporo. In Burnham, nekdanji župan Velikega Manchestra, ki ga je pravkar imenoval kralj Karel, potem ko je brez nasprotovanja zmagal na volitvah za vodjo laboristov, je tekmec za najvišji položaj. To že vzbuja zaskrbljenost med britansko judovsko skupnostjo, odborom predstavnikov britanskih judov in judovskim vodstvenim svetom. Vsi so zdaj opozorili, da bi moral novi predsednik vlade biti bolj previden, ko govori o Izraelu in Gazi. Opravičil se je za to, kar je opisal kot prejšnje mehko stališče laboristov do vojne in obljubil, da bo povečal pritisk na izraelsko vlado, pri čemer je zavzel enostransko stališče in v svojih dosedanjih komentarjih ni pripisal nobene odgovornosti palestinski strani. Z mano je Adam Schwartz, politični komentator, ki se nam oglaša iz Londona. Rad bi se z vami pogovoril o teh vprašanjih. Vem, da sva to tranzicijo že precej podrobno obravnavala. Adam, ampak povej, kako bi opisal današnji dan? Je v Londonu dan slavja ali pa je prisoten občutek nacionalne negotovosti? Nekakšno nelagodje v tem trenutku? Mislim, da je kot vedno, kadar gre za britansko državo, prisotna določena mera pompoznosti, ceremonije in političnega teatra. Imeli smo seveda dramatičen odhod Keirja Starmerja iz Downing Streeta in obisk pri kralju Karlu na palači. Temu pa je zelo hitro sledil še Andy Burnham, ki je prav tako obiskal kralja Karla. In s tem dejansko predstavlja ustavni prenos oblasti. Kar se zdi, veste, morda malo neumno, če pogledamo na to, morda celo pretirano slovesno. V resnici pa je to ključni del naše ustave, ki je zgodovinsko gledano prinesel relativno politično stabilnost Združenemu kraljestvu. Zato je morda kontekst tukaj precej pomemben. Kot ste omenili, je to naš 7. predsednik vlade v desetletju. Torej, to je res ključna težava v tem trenutku. In mislim, da bo za Andyja Burnhama res temeljno vprašanje, kako poskusiti ponovno vzpostaviti politično stabilnost v Združenem kraljestvu. Pravkar je v svojem prvem govoru na Downing Streetu omenil, da je to dejansko njegova glavna prednostna naloga. In mislim, da bo to res tisto, kar bo javnost najbolj zanimalo. Kar zadeva njegove druge prednostne naloge, ko gre za zunanjo politiko, mislim, da smo ga v resnici slišali v večji meri komentirati le vprašanje Izraela in vojne v Gazi. Ta vidik Izraela. Mislim, očitno postaja to vse bolj glavna tema, kot kaže celo na lokalnih, laborističnih volitvah. Mislim, opišite, kam se to vprašanje zdaj umešča v politične razprave, ki potekajo povsod po Združenem kraljestvu. Mislim, zagotovo ni naključje, da je to edina tema, ki jo je resnično obravnaval. In pravzaprav je glavni razlog za to ta, da je to dejansko ena ključnih prioritet zunanje politike za veliko članov laboristične stranke. In mislim, da je poskušal nasloviti nekatere njihove temeljne skrbi glede politike Združenega kraljestva do Izraela, do izvoza orožja in tudi glede tega, ali bi morali zavzeti ostrejše stališče do Izraela med vojno v Gazi. Ampak, če pogledamo zgodovinsko, je Andy Burnham dejansko precej podpiral državo Izrael. Bil je član skupine Laboristični prijatelji Izraela kot poslanec. Ko je leta 2015 kandidiral za vodjo, je dejansko obljubil, da bo Izrael prva država, ki jo bo obiskal po volitvah. Ampak mislim, da je res veliko politikov po celotnem Zahodu, ki ugotavljajo, da je njihova podpora Izraelu vse bolj na preizkušnji zaradi dogodkov na Bližnjem vzhodu. In zanje je to res zelo težko uravnotežiti. Ampak mislim, da če pogledate izjavo, ki jo je dal prejšnji teden o Izraelu in Gazi, je bil še vedno do neke mere zadržan. Ni uporabil besede genocid, da bi to opisal, kar mislim, da bi si veliko ljudi želelo, da bi storil. Še vedno je obsodil pokol 7. oktobra. Tako da mislim, da še vedno poskuša nekako krmariti skozi to. Ja, brez dvoma. Mislim, da je to dobra in poštena ocena Burnhama. Zagotovo ni nasprotnik, sovražnik Izraela v nobeni obliki, ko je prišel na položaj. Ampak veste, mislim, da vsi spremljajo dogajanje. Mislim, glede tega, da vsi spremljajo dogajanje, kakšen je splošni občutek, če ga lahko opišete v judovski skupnosti? Mislim, da so tarča sovražnikov Izraela, Irana, spečih celic, antisemiti, ki so tam zunaj in drugih. Ali je mogoče posplošiti odziv ali je spet bolj niansiran? Mislim, da ste ga morda že prikazali v svojem prejšnjem odgovoru.
Ne, mislim, da je povsem prav, da poskušamo razumeti razpoloženje judovske skupnosti v tem trenutku, ki jo prevevata globoka tesnoba in zaskrbljenost. In res, če pogledate Keir Starmerja, je postal nekako, čeprav je pravzaprav je veliko dosegel za judovsko skupnost, ko je odpravil antisemitizem znotraj svoje lastne laboristične stranke in pravzaprav je bil nasplošno precej naklonjen Izraelu, celo med vojno v Gazi. Vendar je tudi on začel postajati precej nepriljubljen pri judovski skupnosti. In mislim, da bo vsaka menjava oblasti naravno dojeta kot določeno tveganje strani judovske skupnosti. In mislim, da je dejstvo, da je Andy Burnham izdal to izjavo, res povzročilo, bi rekel, večjo zaskrbljenost v judovski skupnosti. Ampak mislim, da je Keir Starmer dejansko poskušal to predvideti. Ena njegovih zadnjih večjih potez kot predsednika vlade je bila pravzaprav napoved dodatnih 250 milijonov funtov za varnost Judov po vsem Združenem kraljestvu. In to je nekaj, česar Andy Burnham seveda ne bo razveljavil. Tako da mislim, da bo glede njegovih odnosov z judovsko skupnostjo poskušal še naprej ohranjati stabilnost, kot jo je ustvaril Starmer. Ampak mislim, da bo to pod večjim pritiskom, ker mislim, da bomo videli premik v britanski politiki do Izraela. Ne mislim, da bo šlo za sovražnost, ampak mislim, da bomo morda videli več sankcij glede dejavnosti na Zahodnem bregu, glede sankcioniranja skrajno desnih ministrov. In seveda bo to povzročilo nekaj napetosti z britansko judovsko skupnostjo. No, če res pride sem, mislim, da bo odprto sprejet. Oziroma bi moral reči, da ga bojo v Izraelu sprejeli z odprtimi rokami. Seveda bi bilo zelo razburljivo, če bi predsednik vlade prišel sem na obisk. V tem primeru bomo seveda stopili v stik z vami. Ampak Adam, hvala za analizo in za ta res neverjeten dan tukaj v Združenem kraljestvu. Novi predsednik vlade, Andy Burnham. Hvala.